lepo pozdravljeni, kratko poročilce, tretji dan posta. Najprej, tudi mi smo barvali jajčka v dokaz in morda za začetek eno pojasnilo ali opravičilo. Torej, ko sem se oktobra odločala, da bom imela post dvakrat na leto, kot sem rekla, nisem imela v misli kakršnikoli praznikov, in od 1. do 21. aprila, tako kot od 1. do 21. oktobra bo pač moja stalnica spomladanskega in jesenskega posta, dokler bom pač tlačila tole zemljo. Nekateri so me namreč opozorili, da sem se tega lotila ob povsem napačnem času. Ampak vsi vemo, da velikonočni prazniki bi naj bili med drugim namenjeni morda tudi razumevanju, spoštovanju, zazrtju vase in vse to konec koncev človek s postom tudi počne. No, sem pa še mimogrede pobrskala po koledarju za 20 let naprej in resnično ugotovila, da s prazniki ne bom prišla skupaj. Ena velika noč, mislim, da čez 2 leti se namreč obeta 20. maja, druga je 31. marca. Skratka, v duhu z mojimi domačimi, ki si pač za praznike privoščijo to, kar se za takšne praznike mora, nadaljujem svojo pot. Druga točka, na katero bi vas rada opozorila, je že omenjena namera, zakaj se nečesa lotimo. In jaz sem vam jo že delno odkrila. Zanimivo je, da v jesenskem postu je bilo nekako v sorazmerju, da se boljše počutim, hkrati sem pa želela tudi izgubiti težo. Takrat sem bila v 54. letu in dejansko so se že poznali problemi sledi nekega hormonskega neravnovesja v postopanju v meno. In to sem popisala v knjigi, ko je enostavno neka zabetonirana, pridobljena, dodatna kilaža se nikamor ni premaknila navzdol. Čeravno, da bi bila ravno debela v življenju, s tem nisem imela problemov, ampak nosiš, vlečeš neko odvečno težo in je to nepotrebno in obremenjuje organe in zdravje. Tokrat sem pa glede teže šla nekje povsem sproščena, ker sem prišla na tisto svojo, v kateri se prijetno počutim, in sem imela včeraj neke opravke pri urejanju ene od nepremičnin in sem dejansko preživela včerajšnji dan v eni dobri kopeli v kadi in kavici in ogromni količini vode. No, in tretji dan je dejansko že kilaža -2 kili. Zgubiš dejansko, ko me včasih kdo vpraša, ali s postom lahko shujšaš. Ja, s postom tudi lahko shujšaš. Razstrupiš notranje organe, si bolj fit, prečistiš misli, ampak je seveda potem odvisno, ali nadaljujemo s starimi prepričanji in starimi vzorci. Sama sem se pač odločila že po prvem postu, da sem prišla potem na to premostitveno oziroma ločitveno dieto, da ne kombiniraš, ne vem, ravno kruh in krompir in meso, boš pač, ne vem, meso in solato, in prekinitven post. In to mislim tudi nadaljevati. Kaj vam želim poudariti? Če je vaša namera, da se boste lotili posta zato, da boste izgubili nekaj kilogramov, vam lahko povem, da lahko to uspe. Jaz sem v primeru prvega posta izgubila 8 kilogramov in potem v naslednjih 6 mesecih še 2 kilograma. Ampak ta 2 dodatna kilograma sta se raztopila zato, ker spremeniš način življenja in gibanja in način prehranjevanja. Sicer imamo jojo efekt in vse, kar ste izgubili, boste seveda veselo dobili nazaj. Danes sem imela malo občutka vrtoglavice, kar je nekje normalno, če že tretji dan ne ješ trde hrane, to nekako kompenziram z tekočino. Tudi sem uvedla še malo bolj močan smuti, ki sem ga popila, vnovič se mi kuha čaj. No, in danes bo verjetno malo manj peteršiljevega čaja in malo več ingverjevega čaja, ker kot sem omenila, v tej prvi fazi stopnji razstrupljanja, ki jo zdaj nekje spremljam, je potrebno razstrupiti predvsem črevesje. No, in knjiga, ki mi je pa meni tokrat v pomoč in je nekako sledim, poudarja tudi, kaj bi bilo dobro po tem prvi stopnji uživati in vas ne potolažim. Jajca so na primer zelo dobrodošla, pa ananas, pa hruške, pa še kaj. Drugače,
kaj je na primer pomembno, da ko se lotimo posta, da še delamo vzporedno, torej kakšno razvajanje kopeli. Potem vam predlagam, da si ščetkate kožo, da naredite kakšno takšno notranjo vajo, kot je ta, da si ogrejete roke in pretok energije z notranje strani, ki vas obremenjuje, vržete ven in si roke spet okrepite z svežo energijo in na primer ob tem lepo dihate. Pomemben je tudi jutranji ritual, da v bistvu začnete z dnevom, danes je nov dan, danes je lep dan. In ga poskušate tako preživeti, ne glede na zunanje okoliščine, ki so. Sama ne bom nikoli pozabila že pokojnega očeta, ko sem enkrat pila kavo, bil je mislim, da že 80 let, in sem ga vprašala, kako pa, kaj preživljaš dneve, pravi, rešujem križanke, sem s partnerico, grem vsak dan na sprehod in sem hvaležen. Sem rekla, čemu si hvaležen? Pravi, hvaležen sem za vsak nov dan, ki ga imam priložnost preživeti. No, in ko smo ravno v duhu velikonočnih praznikov, brez zavedanja neke hvaležnosti za vse, kar imamo, zavedanja, da danes morda ne more nekdo stati na svojih nogah, da si danes morda nekomu je bilo onemogočeno, da bi si natočil vodo in bi se skopal, ali pa da bi, kot sem jaz včeraj počela, cel dan odprl pipo in pil vodo iz vodovodne pipe. Skratka, lahko najdemo razlog, da smo nekje hvaležni v majhnih stvareh, in to nas tudi energetsko okrepi, da se skozi to fazo posta nekako lažje prebijemo, da skušamo v tej neki novi izkušnji uživati. Ja, če primerjam, še to vam danes upam, s prvim postom, moram reči, da po noči ne sanjam raznih kombinacij hrane, še zaenkrat. Odvajanje je fenomenalno, tudi po tistem nasvetu, ne vem, če ste ga že slišali, verjetno ga poznate, da ko človek vstane, popije nek topel napitek na tešče in potem nekje v 30 minutah, torej pol ure, je normalno, da opravi tudi veliko potrebo. Torej, vstopam v ta drugi post že dokaj prečiščena, v bolj fit telesni kondiciji, brez neke napihnjenosti v trebuhu, in skratka, mogoče pa vsemu skupaj prispeva, da se še boljše počutim, pa še lažje prenašam to prvo fazo vodnega posta, ker je pomlad, ker je sonce, ker je dan daljši, in mislim, da še 4., 5. dan bom resnično vztrajala pri tej zgolj tekočinski varianti, potem pa nadaljujem s priporočeno zelenjavo in sadjem v obliki smutijev in dodajam še tudi kaj gostega. Kakšnega gostega? Tisto, kar se ti zalušta. Ne vem, mogoče bo kak dan, ko bom jedla zraven še jajca, potem kikiriki maslo, ki je postalo moja stalnica. Naj vam še to odkrijem, da sem na primer predvčerajšnjem tudi jaz grešila, zluštal se mi košček čokolade in sem ta košček pojedla, zavedajoč se, pač sem, zluštalo se mi je, ampak sem že naredila potem takoj si rezervno varianto, ki jo tudi vam priporočam. Imejte pri roki kakšne arašide, ko imate potrebo, da nekaj grizete, da nekaj poleg tekočine popijete, oreščki, mandlji, na primer, to zelo pomaga. To je to za 3. dan, lepe praznike, bodite drug z drugim, predvsem bodite sabo in prisluhnite si. Jutri bo 4. dan in slišimo se vnovič.